Pozdravljeni. Da je Jezus Kristus resnično živ, da živi in deluje, sem prav dobro začel spoznavati šele pred leti, ko je Slovenijo drugič obiskal karizmatični pridigar pater Emilijan Tardif. Po njegovih molitvah k Jezusu so se zgodili številni čudeži, vidna ozdravljenja, ki sem jim bil priča na stadionu za Bežigradom v Ljubljani. Od tedaj sem začel verjeti, da je Jezus zares živ in da Gospod svojo besedo zares drži. Če boste verovali, boste delali še večje stvari, kot sem jih delal jaz, ker grem k Očetu. In tiste, ki bodo verovali, bodo spremljala ta znamenja. V mojem imenu bodo izganjali demone, govorili nove jezike. Če bodo kaj strupenega izpili, jim ne bo škodovalo. Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli. To so le nekatere Božje obljube tistim, ki bodo verovali v Jezusa, v Boga. Več zelo očitnih znamenj in čudežev mi je Bog pokazal v mojem življenju od tedaj, vendar pa bom zaradi omejenega časa pričeval le o enem. Šlo je za fizično ozdravljenje. Pred kakšnimi 10 leti so se mi pojavile zelo hude prebavne motnje. O preiskavah, endoskopskem ultrazvoku so opazili tumor na trebušni slinavki. Pod zelo nujno sem bil napoten k kirurgu. Ta je po pregledu izvidel dejal, da mora takoj odreagirati, da ni časa, da me bo čim prej operiral. V nekaj dnevih sem moral opraviti še 2 dodatni preiskavi, scintigrafijo in PET-CT. Vmes sem bil z romarji v Medžugorju in po nepričakovani milosti tudi ob Ivanovem srečanju z Marijo. Po videnju je videc povedal, da je Božja mati celo 2-krat posebej molila nad navzočimi bolniki. Toplo mi je bilo v duši in bil sem zelo potolažen, čeprav težave še niso izginile. Sveto pismo nas uči, da če zboli kdo med verniki cerkve, naj se pokliče starešino cerkve in naj bolnika mazili z blagoslovljenim oljem in molitev vere bo bolnika rešila. Opravil sem temeljito življenjsko spoved, prejel zakrament bolniškega maziljenja in sveto obhajilo in se odpeljal v Rogaško Slatino k družini Pobežin. Gospod Polde mi je ob srečanju takoj povedal, da mu je Bog pokazal, da imam zares tvorbo na trebušni slinavki. Prosil sem jih za molitev za ozdravljenje. Gospa Angelca, Polde in njuna nečakinja Sergeja so molili z globoko vero in z neizmerno velikim srcem in ljubeznijo in name polagali roke. Po kakšni uri molitve nad menoj so nenadoma začeli peti Aleluje in slaviti Boga z vsem srcem. In Polde mi je dejal, da mu je Gospod pokazal, da je med njihovo molitvijo popolnoma razpršil ta tumor. In ga ni več. Popolnoma te je ozdravil, mi je dejal. In še to so mi zaupali. Že kakšen mesec dni prej, preden sem začutil zdravstvene težave, jim je oče France Špelič, videc z Kureščka, človek z darom vednosti, ki jim je sicer zelo zaupal, dejal: Frank je pa zelo bolan, se bomo morali zelo potruditi. Tako so že tedaj začeli moliti zame in za moje ozdravljenje. Po njihovi molitvi so vse težave izginile in se po tolikih letih do danes niso vrnile. Kirurg je ob pregledu novih slik dejal, da lahko odidem, ker tistega, kar je bilo vidno prej, na novih slikah več ni. Zato hočem na veke opevati in slaviti neizmerno Božje usmiljenje in ljubezen do mene, ubogega in nevrednega. Za moje brate in sestre, ki jim je Gospod naklonil tako globoko vero in veliko srce za bolnike in trpeče. Ob koncu bi dejal le: iščimo Gospoda Jezusa Kristusa, odrešenika, dokler se nam pusti najti, in zvesto hodimo po njegovi poti. Saj človek v najtežjih situacijah in preizkušnjah v življenju, ki ga morajo nenadoma zadeti, nima drugega odrešenika in rešitelja. Noben človek ti namreč v nerešljivi situaciji ne more pomagati in te rešiti. Tudi zdravniki ne. Le naš zvesti, ljubeči in nad vse usmiljeni Bog. To je moja izkušnja. Gojimo torej vsak dan znova zaupno in iskreno prijateljstvo z Jezusom, ki je iz ljubezni do mene in tebe sprejel nase neizmerno trpljenje in smrt na križu. Kateri tvoj prijatelj bi mogel biti večji kot ta, ki je dal življenje zate?